slikarske vode me je zanesla pravzaprav malce slučajno, malce pa mogoče, ne vem, kar po neki inerciji. Kot gimnazist sem se pečal z mnogimi stvarmi, ampak sem pa tudi risaril in se pač veljal za relativno pač dobrega risarja oziroma za tistega, ki ima rokco, ne. Res je, da sem pravzaprav se namenil študirati fiziko, ampak dobro, mimogrede sem šel tudi na akademijo, kjer sem videl, da so razpisani sprejemni izpiti in sem jih pač opravil in potem sem pač ostal na akademiji. Zdaj, akademija je bila, kakor je bila, profesorji so delali recimo v svojih ateljejih po svoje, ampak na akademiji so pa pač mogoče malce zganjali neko klasično, kaneda akademijsko doktrino, dobro prilagojeno trenutnim recimo okoliščinam, trenutnemu stanju. In jaz vem, da sem za vsako risbo nekaj drugega hotel, kar jih je mogoče malce nerviralo. Mene se nadrealizem ni prijel, ampak v primerjavi recimo slovensko slikarijo, pa ki tudi, če je bila recimo avtorska, se je držala pravzaprav kšeftarske neposredno spoznavne motivike, da tako rečem, klasičnih žanrov. In to se meni zdelo pač premalo, živahno, izpovedno živahno. In tako da sem se potem skušal bolj, ne vem, neposredno življenjskih situacij ali pa recimo letevati jih slikarsko interpretirati, ali pa recimo, da sem tudi čiste svoje izmišljene, recimo neke konstrukte ali pa notranjo pokrajino, kot se temu reče, duševno pokrajino, recimo sem pa te stvari tudi potem podajal. Amerika je name na nek drug način vplivala. Ko smo se v Londonu pogovarjali s temle Hamiltonom, se spomnim, da me je on opozoril na to, da so Americans very good thinkers. In dejansko v enem trenutku, recimo, če si ti takole malce prebiral tele recimo razne članke o umetnosti in to, vidiš, da so se res Amerikanci zelo pravzaprav poglobili v problem slike kot take. Se mogoče najbolj razpito ime med zdaj teoretiki je Greenberg, ampak tudi sami slikarji so zelo mislili sliko. To je bilo zelo važno. Misliti sliko, misliti skozi sliko, ne skozi neke druge. Tako da pravim, da sem v enem trenutku sem tudi jaz zelo stremel k sliki, da naredim sliko. Ampak seveda, ko sem je pa v enem trenutku zazdelo, da sem pa mogoče to dosegel, sem pa želel sliko kot tako preseči in sem jo jemal samo še kot recimo, gotovo danost, kot gotovo možnost, kot zdaj to prakticiram. To je preseganje slikarstva. Zato tu me zdaj kot problem slike kot take me ne zanima. Zdaj me zanima, kaj se da preko slike pravzaprav še kaj več recimo eventualno povedati, če mogoče koga zanima, če ne pa pač sem pa pač odpisan. To je pa pač riziko. Še vedno je toliko nepredvidljivega. Čeprav je moja želja, da sliko čim bolj avtorsko obvladam, ker naj se vidi, da je to moj izdelek. Tvoj izdelek ne bo tvoj izdelek, moj izdelek ne bo prepoznaven kot moj. Ampak ves čas se mora človek vseeno spopadati z mnogimi nepredvidljivostmi, ki pa izhajajo iz različnih, torej iz različnih dejavnikov, pa tudi iz njegove podzavesti. In zato se meni pač to zdi intrigantno in zato se pač ukvarjam še vedno s slikarijo. Za nekaj se moraš odločiti v enem hipu. Jaz sem vozil recimo na zelo po velikih tirih sem vozil. In potem sem videl, da pravzaprav je to vse skupaj preveč je vse skupaj
potem že vodi k diletantstvu, če se s preveč stvarmi ukvarjaš. Ne? Tako da, če hočeš recimo koliko toliko napredovati v kakšni zadevi, se jim moraš res malce bolj posvetiti. Osredotočil sem se skratka na slikarijo. Obdobje, te figuralike, ki sem jo nebarvne, da tako rečem, ne? Brezbarvne figuralike, so obdobje sivih slik, recimo. In v enem trenutku sem s to figuracijo prišel torej na rob nepredmetnega. Zdaj, kjer pa to ni bilo v moji zamisli, si pa rekel, zdaj sem prišel do kraja, se pravi, to smo zdaj obdelali, kaj pa zdaj? In dejansko mi je potem tam tista slika na eni strani razpadla, torej na čist formalizem, in sem podelal potem te abstrakcije, pa barvne sprehode, pa tako naprej, ne? Kot recimo, da spustiš belo barvo v temen prostor, po Newtonu pa jo potem narediš spektralne te parkure na temni osnovi. Na drugi strani sem pa začel zelo neženirano vsakdanje prizore risati. In potem iz tega se je izcimila tista serija risbe kar tako. In se pravi, da na eni strani je bil tale močan formalizem, recimo abstraktni formalizem poudarjen, na drugi strani pa čista сказка, čista pripoved. Ampak, dobro, to sem nekaj časa prakticiral tako paralelno vsak sebi, ampak v enem trenutku se je pa potem to združilo, recimo pa sem začel malce takole gvaširati pa tako naprej, in iz tistega gvaša se pa potem spet počasi rodilo pa oljno slikarstvo, ker predtem sem pa prakticiral pa akrilno slikarstvo. Se pa razvilo oljno slikarstvo pa zato, ker pa je tako pri akrilih, akril nima takšnega diapazona. In če ne pogodiš, recimo pri njem, slike res izgledajo sprane, pa puste in tako naprej. Tako da, če pa pogodiš, recimo njegov tisti pravi ozek diapazon, pa zazveni. Ampak pri olju je pa to bolj, to se da pa vse bolj orkestrirati. Tako da tole bo še zelo zorkestrirano. To se da pa krasno orkestrirati. Tega pa akril ne dopušča, take orkestracije. Čeprav je res, da je tukaj slika malce podložena, tudi z akrilom, ampak to pa ravno zaradi tehle tankih, skoraj akvarelnih pravzaprav plasti, ki bodo še mestoma ohranjene. Ampak potem bom pa še oljno barve čez transparentno nanašal, mestoma pa tudi pastozno, da se potem vse zakrije. In to potem dosežeš eno tako, lepo orkestracijo pač likovnega organizma, ki pa je seveda oprta na en vsebinski skelet. To so risbice, pravzaprav jaz ne vem, kako bi to imenoval, mogoče. To so malce humorni portreti. Humorni portreti, kjer so v bistvu kar definirani. Ne bi smel reči, da je skice, da so to skice. Ne, ker sem to želel prav z minimalno uporabo potez, torej skrajno varčno, res samo z nujnimi potezami zadeti, fiziološko in seveda, prosim, da ne bi izgledalo preveč pretenciozno, tudi psihološko bistvo pač upodobljenca. In seveda pri tem pa potem človek vidi, da ker se ukvarjaš pač z določeno temo, da se da to temo tudi recimo nekako kodificirati in pravzaprav imaš opravka kar s kodom, z spremenljivim kodom, torej pretežno obraznega, no pa tudi ljubanskega recimo dela. Ker veliko stvari se da, človek bi rekel, ne samo narisati, ampak preden jih narišeš, se da že kar povedati. Če rečeš, ima kriv nos, ima prifrknen nos, recimo ima izbočeno ustnico, ima recimo umaknjeno ustnico,
ima bradišče, recimo, ima recimo takšno pričesko ali drugačno pričesko, to se da vse na pamet povedati in to potem samo narišeš. Pravzaprav skoraj bi rekel, lahko brez opazovanja bi lahko rekonstruiral nek portret, tako kot ga je Goldsmith, Prešerna. On ga je po pripovedovanju ga je pravzaprav rekonstruiral. Dobro, malce okorno, hotel narediti realistično, ampak vseeno. Upajmo, da so tisti pripovedovalci, ki so ga opisovali, da so ga dobro opisali. In potem pride, lahko do tudi uspešnega fotorobota, ne? Ali pa neuspešnega fotorobota. Tako da tukaj je veliko recimo takih konvencij notri. Prifrknjen nos, recimo, kot sem že rekel, akvilinski nos, namrščen pogled, recimo odprt pogled, okrogla fiziognomija, rekel podolgovata lobanja in tako naprej. To so vse konvencije, s katerimi lahko pravzaprav kar tako potem manipuliraš. Tako da to niti ni tako težko, kot se človeku mogoče sprva zdi, da so to neformalno zarisani portreti, ampak je v bistvu notri v njih veliko formalizma. Ampak formalizem, ki je pač nekje avtorsko uporabljen. To je moj likovni trening, kjer recimo, če takole zdaj nekoga ozrem, ki se mi zdi interesanten, da bi ga v tem smislu upodobil, se moram zelo potruditi, da ga koliko toliko dobro prečitam ali pa da ga prečitam vsaj v tistem, kar me zanima in potem pač moram se potruditi pa to spraviti na papir. In ta naloga je obvezujoča, zato ker ne morem delati zdaj kar neko poljubno fiziognomijo, ampak izbrano fiziognomijo. In to je naloga, in to je disciplina. In s tem se na nek način tudi recimo vsakodnevno, ne bom rekel, da vsakodnevno, ampak tudi na ta način se likovno kondicioniram. V zadnji sobici vidite razstavljene risbice iz velikanske serije risbe Kar tako, ki sem jo praksiral tamle približno v začetku 80-ih let. Osnovna ideja pri tej seriji je bila, da sem vsakršno dnevno, tako rekoč, senzacijo, ki se me je na takšen ali drugačen način dotaknila, skušal risarsko preinterpretirati. Pri čemer se na vsebino nisem posebej oziral, lahko celo rečem, da mi je uspelo izmakniti se žanrskemu upodabljanju, kakšno je sicer precej nekako udomačeno med slikarji. Se pravi, motivi so sicer figuralni, ampak so nežanrski, zajeti so od vsepovsod, iz vsakdana, iz preteklosti, iz bodočnosti, vendarle pa pri vsej tej njihovi nekako navidezni begotnosti se zdi morda, da so potem vendarle likovno odreveneli, zaustavljeni v času, kar je morda res, vendarle sem pa to zaledenelost skušal še časovno nekako zmanjšati s tem, da sem vpeljal, rekel bi, pač motivu primerne vzklike ali neka recimo mnenja ali kakorkoli že besedišča, s čimer sem, tako si domišljam, sem čas dobesedno atomiziral, ga res spravil v najmanjšo kaneda enoto. Tako da morda se bodo te zapisane eksklamacije nekomu zdile morda celo pretežno humorne, kar prosim, tudi je tako in je prav, da je tako, samo da konceptno pa, kot sem razložil, imajo vendarle v sebi ta smisel, da motiv kljub svoji navidezni odrevenelosti v večnosti ni neskončen, ampak je atomiziran samo na en trenutek. Kot edina, recimo, trajnejša fotografska preokupacija
mi ostajajo pač tile pustni liki, spremljam jih ob karnevalskem dogajanju na Ptuju in pa v Mariboru. Res pa je, da sem se v enem trenutku že hotel tega pravzaprav nekako znebiti in sem kot zadnjo serijo posnel Pokop pusta in to v Medvodah. No, potem sem še vedno nekako nadaljeval. No, seveda sem pa, ker sem že v pokojninskem stanu, si privoščim več pač sprehodov, ampak seveda ti sprehodi so še vedno obvezno fotografski sprehodi in če grem takole recimo v gozd, ne uživam samo v gozdu samem po sebi kot recimo lepem koščku narave, ampak mi seveda kamera tako rekoč samodejno skoči v roke in potem začnem naravnavati kader in pravzaprav vidim, da so estetske zakonitosti, recimo, ki dajo človeku ugodje pri opazovanju narave nekako drugačnega značaja, kot pa če jo opaziš, torej skušaš ujeti skozi tehnično oko. Najbolj me ta hip globinsko in vsebinsko seveda privlači še vedno slikarija. Mogoče bi rekel, da je za mojo slikarijo, seveda to je moja osebna sodba, ki jo lahko zunanji kritik tudi ovrže, moja osebna sodba ali pa recimo moje hotenje pri tej slikariji je, da bi recimo različne, morda tudi včasih zelo nepovezljive vsebinske momente med sabo povezal, tako da se mi zdi, da so vsebinsko gledane moje slike lahko nekomu zanimive ravno zaradi tako imenovanih notranjih korespondenc, zaradi nenavadnih notranjih vsebinskih povezav, ki niso mogoče čisto običajne, so pa vendarle recimo zgovorne in domišljam si, da morda tudi včasih komu pomenljive. To je zdaj, kar zadeva vsebinskega momenta, zdaj, kar zadeva pa seveda samega slikarskega izvedbenega momenta, pa pravzaprav ga stilistično ne bi mogel opredeliti, oziroma, če bi uporabil besedo stil, bi rekel, da gojim slikarstvo prostega sloga.